Vožnja avtomobila s športnim pedigrejem je zabavna, sproščajoča in dinamična. To ni več le racionalna vsakdanja pot od točke A do točke B, temveč uživanje avtomobila, ovinkov in asfalta pod nami. Takratna cena avtomobila, stroške gum in povprečno porabo goriva gledamo skozi povsem druge oči. Toto dinamična vožnja v vsakodnevnem prometu ima svojo ceno. Na cesti nismo sami in zato je odgovornost velika. No, vse pa je lahko povsem drugače, če serijsko Škodo Fabio RS zamenjamo z njeno dirkaško sestro Fabio R2. Čeprav sta na prvi pogled enaki in imata enako zmogljiv motor, so razlike med njima velike. Fabio RS poganja 1,4, dirkaško Fabio R2 pa 1,6 litrski motor. Medtem ko navzven razliko med osebnim in dirkalnim vozilom težko opazimo, je drugače v notranjosti. Fabio RS ima 7-stopenjski samodejni menjalnik, dirkaška pa surov mehanizem sekvenčnega 5-stopenjskega menjalnika. V notranjosti dirkalnika je vse prilagojeno manjši masi. Varnostnih blazin seveda ni, zato pa sta voznik in sovoznik v dirkaški sedež pripeta s 5-točkovnim varnostnim pasom. Namesto armaturne plošče ima dirkalna Fabia poseben digitalni zaslon z izpisom vseh potrebnih parametrov motorja in sredinsko konzolo s številnimi stikali. Nizka masa, sekvenčni menjalnik in dirkaško spodje, v tej Fabiji je vse prilagojeno dirkanju. In tej razliki je seveda primerna tudi cena. Če serijsko Fabio dobite za okrog 20 000 evrov, stane dirkaška 62 000. Prva večja razlika je že, ko se usedeš noter. Sta dirkalnik in cestni avto bistveno različna. Notranjost v dirkalniku je praktično niz. Nobenih plastičnih dodatkov. Dirkalnik je bistveno bolj agresiven. Vsi ti konji se bistveno bolj agresivno obnašajo v visokih obratih. Če pa pade pod neko mejo, motor je pa zelo mrtev motor. Pač dirkalnik na znotraj zgleda kot vsak drug, tako da bolj podobno kakšnemu Space Shuttle kot avtomobilu. Primerjalno sodbo obeh avtomobilov pa lahko postavita le tekmovalna proga in štoparica. Motor je v dirkalniku pač obstranskega pomena. Njegove ključne komponente so vrhunsko podvozje, nižja masa, gume in odlične zavore. To so skriti aduti dirkalnika, brez katerih tudi vsi silni kilovati izgubijo svoj pomen. V Rogatcu smo za obe Fabiji postavili 650 metrov dolgo progo. Ta bila je zavita in pisana na kožo okretnejšemu dirkalniku. Fabia R2 se je s tekmovalnimi gumami, prilagodljivim podvozjem, boljšimi zavorami in sekvenčnim menjalnikom na njej počutila povsem domače. To je pač okolje pisano na kožo pravemu dirkalniku. Doseženi čas z dirkalnikom je bil 39 sekund in 26 stotink. Kaj pa serijska Fabia RS? Za serijski avtomobil velja nasprotno. Gume in zavore zdržijo več tisoč kilometrov, podvozje je navkljub športnosti namenjeno tudi udobni vsakdanji vožnji. Serijski avtomobil mora zato sprejeti kompromise. Vsak kilometer z njim je tudi občutno cenejši kot z dirkalnikom. In zato v neposrednem dvoboju tudi rezultat ni bil presenetljiv. No, pričakovano je bila serijska Fabia RS za 7 sekund počasnejša od dirkaške Fabie R2. Toda glavnih razlik med osebnim in dirkalnim avtomobilom ne povejo cene, tehnične številke in štoparica, temveč občutki za volanom. Negorljiv kombinezon, rokavice in čelada dirkača potisneta v povsem drugo dimenzijo dojemanja vožnje, avtomobila in lastne psihe. Pravi avtomobilski junaki se rodijo le na zaprtih cestnih odsekih in dirkališčih. Tam v nadzorovanih pogojih, v boju 1-1 s tekmeci in uro, pride do izraza voznikova prava kvaliteta. Ja, to pokaže psihično, koliko si sposoben. Prvo, koliko si dejansko dober pilot, drugo pa koliko si psihično sposoben obvladovati pritisk. Ko imaš tekmeca sekundo pred sabo, 2 sekundi za sabo, še 2 hitrostni preizkušnji do konca. Ali si sposoben ali nisi, dejansko takrat si pod velikim pritiskom. Sam s sabo edini pritisk je v bistvu tvoja glava.
Zato naslednjič, ko boste imeli željo po dokazovanju v vsakdanjem prometu, dirkaška čelada, rokavice in dirkalnik. To je prava pot.